Lepa hvala za pozdrav, za uvodne besede. Lep dober večer tudi v mojem imenu. Kot je povedal gospod uvodničar, nisem profesor Metod Benedik, ki je bil napovedan, da bo imel to predavanje. In kot vam je znano, profesor Metod Benedik se je meseca januarja po dolgih letih pedagoškega in raziskovalnega dela poslovil. Tako da danes bom skušal podati nekaj svoje strani, kar sem se naučil v letih študija in na to tudi v letih pedagoškega in raziskovalnega dela tukaj na Teološki fakulteti. Tema našega srečanja je Cerkev kot kraj upanja. Gre za nekaj temeljnih dejstev ali spoznanj, zakaj lahko o cerkvi govorimo kot o ustanovi, ki prinaša upanje. Če pogledamo seveda njen nauk, ki ga je dal ustanovitelj Jezus Kristus, on je zagotovil prihodnost tej ustanovi in tudi članom, edini, ki zagotavlja prihodnost. In o tem seveda bodo govorili drugi predavatelji. Moja naloga pa je, da predstavim, koliko je to upanje bilo navzoče v zgodovini cerkve in tiste trenutke, v katerih se je to posebej pokazalo. Veliko je bilo takšnih dogodkov v zgodovini cerkve, kjer se je pokazalo, da je to res ustanova, ne kot neka običajna ustanova, ki ima svoj začetek in svoj konec, ki jo morda kakšne hude preizkušnje uničijo. Cerkvi se je pokazalo, da so prav tiste preizkušnje ali obdobja preizkušenj bila posebej rodovitna, da se je bolj zavedla svojega mesta in svoje vloge. To imamo v zgodovini obdobja sence in senc in luči in teme. Iz takšnih obdobij preizkušenj je cerkev izšla obogatena, seveda po preizkušnji je iskala svoje novo mesto ali drugačno mesto v določeni družbi, v določenem času, prilagodila svoj jezik, se prilagodila kulturnemu stanju, okolju, v katerem je živela in ni prenehala. Tudi če gledamo obdobja kriz, ki so bila, in jih je bilo veliko, so ji pomagala ta obdobja, da je išla prečiščena, da se je bolj zavedla svojega izvirnega poslanstva in vloge, ki je v tem svetu dal njen ustanovitelj. Zato lahko rečemo, da cerkev je kraj upanja. In poseben način seveda, če poudarimo vlogo, ki jo ima kot prvi cerkvi imel Sveti Duh. Tudi danes mnogi v njem iščejo in najdejo vir upanja. V teh zmedenih časih, v katerih živimo, pa veste, lahko rečemo, vsi časi so bili na svoj način zmedeni. V vsakem času so bili problemi in učitelji, ki so učili stransko poti, razglašeno od celote. Vendar je cerkev znala najti svojo pot velikokrat prav s pomočjo kristjanov vsakega dne, rekli. Ko je tudi vodstvo kdaj zašlo, njeni voditelji, ki bi morali biti luč in svetilnik, so se postavili na napačno pot, pa se je potem našlo kakšno ljudsko gibanje, neko združenje, ali so oblikovali neka redovna skupnost, ki je v to cerkev ponovno prinesla, pokazala, katera je njena prava pot, kako bi morala živeti, delovati, kako bi morala učiti. Torej, kot ustanova lahko iz njenega učenja, iz njenega ravnanja lahko sklepamo, da živi sama iz upanja in prinaša upanje. Je vir upanja za prihodnost in tudi za tiste trenutke, v katerih živimo. Seveda ob tem pa je potrebno, da upoštevamo tudi
nekatere značilnosti ali izvirnosti preučevanja ali gledanja na zgodovino cerkve. Rad bi upozoril samo na kakšno razsežnost, na katero velja biti pozoren, ko govorimo o zgodovini cerkve. Da tukaj ne gre za neko vseobičajno ustanovo, da gre za neko posebno ustanovo, ki ima posebnega ustanovitelja in posebno poslanstvo, posebno zgodovinsko nalogo. Če dam primer, ne gre za zgodovino neke firme, nekega gospodarskega podjetja ali tudi nekega socialnega, kulturnega podjetja ali kakorkoli pač imenujemo, ki ima seveda svoj začetek, svoj namen, pa se potem dostikrat izčrpa, opravi svojo zgodovinsko nalogo, propade zaradi enega ali drugega razloga. Cerkvi govorimo kot o božji in človeški ustanovi, saj je navsezadnje njenem začetku. In zato, ko gledamo zgodovino cerkve, ne gledamo toliko na kronološki red, ne gledamo toliko na vlogo posameznikov, ki so v tej cerkvi delovali, živeli, temveč veliko bolj gledamo na to, kako je v tistem trenutku v tej ustanovi navzoč Gospod. Kako stopa ob človeku skozi čase. Zato pomeni preučevati to obdobje, vedno upoštevati ta božji ali nadnaravni vidik ali razsežnost te ustanove. Da je Gospod tisti, ki jo spremlja, jo vodi, da pa je vendarle zaupana ljudem. In zato seveda prihajajo obdobja, ko prevladuje ta človeški element, in obdobja, ko se ponovno bolj pokaže božja razsežnost te ustanove. Tukaj bi rad navedel besede papeža Pavla VI., ko se je nekoč srečal z skupino zgodovinarjev, ki so imeli v Rimu svoj kongres. In kot veste, je običaj, da potem vsako takšno mednarodno zborovanje, če da nekaj nase in je v Rimu, potem na koncu pripravijo sprejem pri papežu. Papež jih potem pozdravi in jim potem ima kakšen programski govor. No, in tako je leta 1973 Pavel VI. Pozdravil ta mednarodni kongres zgodovinarjev in je jim na koncu med drugim tudi tole dejal. Človek ni edini avtor, ki obvlada človeške dogodke. Vodi jih še en avtor, ki je za nas nedosegljiv, a v vsakem primeru višji, odločilen za dokončni načrt zgodovine človeštva. Govorimo o božjem delu, o previdnosti, čigar skrita navzočnost v času in med ljudmi dela iz zgodovine skrivnost. Ko govorimo o zgodovini cerkve, ta skrivnost postane predmet kontemplacije. Postane neke vrste sakrament, ki ga je zelo težko identificirati in razložiti. Tako konec navedka izgovora papeža Pavla VI. Dvojno izpoved vernega človeka v tem lahko vidimo. Prvo, trditev, da je svoboda človeka, ki je ustvarjalec zgodovine, odločilen dejavnik njenega poteka. Svoboden človek ustvarja zgodovino. Ni človek predeterminiran, naprej obsojen ali določen za nekaj. Zato se le ta pogled zavračajo nekateri, ki poudarjajo determinizme v zgodovini. Ali da je
da so materialni proizvodni odnosi gibalo vsega ali kaj podobnega. In druga razsežnost, ki jo papež Pavel VI poudaril v tem, pa je teološka, recimo temu tako, to je transcendentni dejavnik zgodovine, za katerega pravi, to je tisti dejavnik, ki presega vsak dan, vsakodnevno življenje, za katerega je papež dejal, da ga je težko razumeti, izmeriti ali dojeti. Zato je pomembno, da upoštevamo to ustanovo kot versko ustanovo, kateri Gospod deluje, vendarle po ljudeh, ki so svobodni in se odločajo za svoja dejanja. Na dva vidika bi v tem rad opozoril, ko beremo zgodovino cerkve, in sicer, da je vedno potrebno gledati v določenem času, v širšem kontekstu. Da ni mogoče razumeti stvari samo, če vzamemo dogodek kot takšen, samo specifičen ali podroben detajl. Treba je imeti oči nad celoti tistega časa. Ne samo posameznik, ne morda neko gibanje, ampak Sveta cerkev kot celota, ki je v določenem času po vsem svetu razširjena in deluje v različnih okoljih. Delež mnogih dejavnikov, delež raznih karizem v tistem času je treba upoštevati. In druga takšna pomembna razsežnost, zgodovino cerkve je treba brati, pomeni vstopiti v vsakdanjost, kjer se v času in na različne načine kažejo skromna in tiha znamenja Božjega delovanja. Meni ne prenašati merila iz našega časa v tisti čas, v katerem živimo. Oziroma, gledamo nek dogodek, nekaj, kar se je cerkvi zgodilo. To je ena tistih najbolj pogostnih napak, ki jih delamo, ko skušamo soditi, kako so ravnali kristjani v tistem in tistem času, brez da bi res poznali širši kontekst in mentaliteto ljudi v tistem času. Bom dal zelo takšen primer, morda pa bo komu pomagal razumeti. Z področja našega zdravljenja, zdravstva, to se vsi zelo dobro poznamo, in v srednjem in poznem srednjem veku, začetku novega veka, so bili vedno prepričani, da puščanje krvi pomaga človeku, da ozdravi, da se reši bolezni, ki jo ima v sebi. Puščanje krvi. In bi se danes človek našega časa, če bi imel to metodo, isto uporabljal in bi se čudil, so pa res bili čudni ljudje, puščajo kri. Zakaj pa niso uporabljali magnetne rezonance ali pa ultrazvoka? Prenašati iz našega časa v tisti čas, v katerem so ljudje živeli, in z našimi očmi presojati, kako so ravnali takrat. V dokumentu, ki ga bom navedel malo kasneje, leta 2000 je izšel, papež Janez Pavel II. Sveti opozarja, če dobro vemo, dobro poznamo, da so ljudje v določenem trenutku zavestno delali proti evangeliju, proti temu, kar je Jezus učil, potem imamo pravico, da jih sodimo, da so bili protievangeljski, da so ravnali v nasprotju z Jezusovim učenjem. Če pa so bili prepričani v tistem času, da je takšen način življenja v evangeliju izraz zvestobe Kristusu, potem nimamo nobene pravice, da jih obsojamo ali kako podobno gledamo na nje. Zgodovina cerkev seveda ni veda, ki bi učila
kako obsojati to, kar se je zgodilo v preteklosti. Da bi bila sodnica in ravno tako na drugi strani ne tista, ki bi za vse dajala odvezo, kar je bilo v preteklosti narobe. Da bi vse opravičevala. To ni naloga zgodovine cerkve in ni njeno poslanstvo. Naloga je, da se vedno vpraša, kaj so ljudje v tistem času ravnali in zakaj so ravnali tako, kot so ravnali. Kateri so bili motivi, ozadje, kakšno je bilo njihovo razumevanje časa, njihovega poslanstva, mesta v zgodovini cerkve. Razumeti torej s kritičnim aparatom, ki ga imamo na voljo, kaj se je zgodilo v resnici. In zakaj se je zgodilo tako, kot se je zgodilo. Torej, razložiti tisto, ne obsojati ali se zgražati ali kaj podobnega. To kaže na nepoznavanje in seveda lahko tudi nekakšne morda predsodke ali kaj podobnega, če vedno imamo samo takšen pristop. Morda za koga, ki bi še stvari sveda bolj zanimale, marsikdo verjetno je že tudi kaj takšnega vzel v roke, kaj prebral, bi priporočil vsaj kakšen naslov ali kakšno knjigo, ki so dostopne v naših knjižnicah, morda kakšno celo imate tudi pri sebi. Josef Holzer, nemški zgodovinar, ki je pripravil zgodovino cerkve v 100 slikah, je obravnaval za nek nemški tednik 2 leti, vsak teden eno temo. Par strani in je tako tudi na temelju različnih primerov, ilustracij predstavil točno obdobje pojav v zgodovini cerkve. Josef Holzer, zgodovina cerkve v 100 slikah. Potem je zgodovina katoliške cerkve, razširjen učbenik, ki ga uporabljajo študentje teoloških šol po celi Evropi, morda tudi kot drugod, v številne jezike prevedena in je bila zelo spoštovana, izdala je Celjska Mohorjeva družba in je pomoč za razumevanje cerkve in zgodovine cerkve v svetovnem merilu, kot tudi dodatki, ki so v slovenskem merilu. Potem pa je kratka zgodovina katoliške cerkve, ki je pripravil angleški zgodovinar Norman Tanner in sicer on je zelo dober poznavalec srednjeveške zgodovine na Britanskem otočju. Uspelo mu je izbrati izjemno veliko zanimivih dokumentov 13. in 14. stoletja, kako so živeli ljudje v vsakodnevnem življenju kot kristjani, kako so praznovali, kako so žalovali, na nek način zgodovina mentalitete kristjanov tistega obdobja. Na to pa z 2 novejši knjigi, ki sta šli zadnje čase, in sicer Škandal vseh skandalov, skrivna zgodovina krščanstva, nemški zgodovinar Lütz, sodelavci pripravil področja predstavitev zgodovine cerkve, ki so bolj delikatna, v kateri se navadno ni toliko govorilo in pisalo, in še zadnja, ki ima podoben pristop, pa ima naslov Vatikanski tajni arhiv. Avtorja sta izbrala iz vatikanskih arhivov obdobja, pojave, procese, ki so pritegnili več pozornosti že v svojem času, pa tudi seveda še vedno danes pritegujejo pozornost. Vatikanski tajni arhiv, obe knjigi, ki jo tukaj predstavljam, je izdala družina. Tako da je kar nekaj možnosti, nekaj literature, o kateri se da seveda razpravljati, vendarle pa je lahko tudi v pomoč za tistega, ki želi bolj poglobljeno znanje. In seveda v zadnjih časih je tega veliko več, tudi zato, ker je bolj dostopno
gradivo, arhivi so bolj odprti, bolj splošno uporabni. Večje število raziskovalcev v svetovnem merilu, seveda tudi znotraj cerkve in zunaj cerkve in podobno. Bi pa potem rad en primer človeka, ki je imel pomemben vpliv in ga lahko tudi imenujemo, da je bil v tistih časih, katerih je deloval, človek upanja, prinašalec upanja v svet, v katerem je on moral delovati. Gre za, rečemo lahko, sporno osebnost, saj za nekatere, papež Pij XII ali Eugenij Pacelli, se imenoval, preden je postal papež, ki je dal pečat prvi polovici 20. stoletja. Rekel sem, da velja za sporno osebnost, ker v njem se piše najrazličnejše stvari. Tukaj imate predstavljene osnovne podatke njegovega življenja. Jaz bi samo upozoril na podrobnost. Tik pred Prvo svetovno vojno, 2 tedna pred sarajevskim atentatom, leta 1914, je uspel izpeljati do konca konkordat med Svetim sedežem in kraljevino Srbijo. En pomembnih konkordatov, ki je postal potem temelj za nadaljevanje urejanja odnosov med Jugoslavijo, ki je po Prvi svetovni vojni nastala, in Svetim sedežem. Morda za tiste, ki vam ni poznano, beseda konkordat pomeni mednarodni sporazum, ki ga Sveti sedež sklepa z neko državo. In v tem sporazumu so obravnavana vsa vprašanja, ki so običajno tema takšnih sporazumov. V preteklosti so v glavnem urejali te odnose samo s konkordati, v našem času uporabljajo drugo metodo, in sicer z delnimi sporazumi. In tako sklenijo sporazum o kulturni dediščini, sporazum o navzočnosti cerkve na vzgojno-izobraževalnem področju, sporazum o pastoralni oskrbi ljudi v ustanovah z omejenim gibanjem, klepajo zapori, vojašnice, bolnišnice, internati, zaklepaji. Sporazum o pravnih vprašanjih, recimo. Konkordat obravnava vsa vprašanja. In seveda, ker gre za mednarodni sporazum, ima toliko večjo veljavo. In je ta sporazum, ki je nad nacionalno zakonodajo. Torej, Pacelliju je pogajalec v imenu Svetega sedeža, sodelavci seveda, je uspelo, da so pripravili ta sporazum, ki so ga podpisali potem tik pred začetkom, pred izbruhom vojne. Imel pomembne vloge, pomembne službe. Bil je tudi nuncij po letu 1917, prav istega dne, ko se je Mati Božja prikazala v Fatimi, je bil on posvečen za nadškofa. Leta 17 v Rimu. In je bil potem poslan za apostolskega nuncija, meni papeževega predstavnika, najprej v Weimarsko republiko v München, nato po Berlin. In je bil tam skoraj 13 let. Izjemno dobro poznal Nemčijo, nemško kulturo, umetnost, seveda jezik. Izjemno dobro spoznal nemško mentaliteto. Spremljal razvoj, začetek saj in tudi razvoj nacionalsocializma v Nemčiji. Zelo dobro poznal Adolfa Hitlerja in njegove sodelavce in njegovo stranko. In ko je potem leta 1929 bil imenovan za kardinala in se vrnil v Rim, je prevzemal vloge tam, dokler naslednje leto ni potem postal državni tajnik in prvi sodelavec papeža Pija XI. No in o tem papežu se pišejo, govorijo zelo različne stvari. Kakšno stvar bi rad
opozoril pri tem, pri njegovem delu, morda se je premaknilo. Morda pa se bo premaknilo, tako da bomo videli. Takole. Ja. 20. stoletje dal sem naslov Čas totalitarnih sistemov. To je stoletje, ki je seveda bilo poseben izziv za cerkev. Veste, da totalitarni sistemi ne trpijo sporednih ustanov. Totalitarni sistem obvlada vse vidike življenja, javnega in zasebnega. In v Evropi so se v 20. stoletju oblikovali trije totalitarni sistemi. Najprej se je pojavil leta 1917 v Rusiji bolševizem, nato se je pojavil v Italiji fašizem in nato v Nemčiji nacionalsocializem. Trije totalitarni sistemi, v katerih ima cerkev zelo malo možnosti delovanja. Najtežji položaj je bil seveda v Sovjetski zvezi, kajti kot vam je znano, religioznost je tam črtana iz vsakodnevnega življenja ljudi in javnosti. Religioznost je treba uničiti in so zelo zvesto izpolnjevali ta načrt. Za religioznost ni prostora. Druga dva totalitarna sistema, ki sta v tem stoletju delovala, sta tolerirala religioznost ali pa jo uporabila za svoje namene. Nacionalsocializem je ustvaril svojo religioznost, ki temelji na arijski zgodovini in arijskem narodu, arijskih bogovih, arijskem kultu. In je krščanstvo prilagodil temu temeljnemu prepričanju, arijskemu. Fašizem v Italiji tudi rabi cerkev za svoje namene. Tudi zelo omejuje njeno delovanje. Jo pa ne uničuje. Nima namen jo iztrebiti, kot je bilo to v Sovjetski zvezi. In s temi tremi sistemi se mora srečati cerkev, če hoče kolikor toliko delovati. Papež Pij XI je pripravil vseh teh sistemih pogled cerkve nanje in pri oblikovanju teh stališč je zelo pomembno sodeloval njegov državni tajnik Eugenio Pacelli. Tako že leta 1931 izdaja dokument Non abbiamo bisogno, s katerim zavrnejo italijanski fašizem. Zanimivo, vsak od teh dokumentov je napisan v jeziku tistega ljudstva, kateremu je dokument namenjen. Italijanskim razmeram non abbiamo bisogno. 6 let kasneje Nemčiji namenjen dopis ali poslanica, ki ima naslov Mit brennender Sorge, s pekočo skrbjo v nemščini, da so ljudje lahko brali neposredno, brez prevodov in podobno. Isto leto, 1937 torej, pa izide tudi papeško učenje o odnosu cerkve do komunizma. In dokument je pa bil napisan v latinščini, zato ker je komunizem bil že v več državah. Ni bil samo v Sovjetski zvezi, veste, se je kazal tudi v Španiji, se je kazal tudi v Mehiki in še kje. Zato Divini Redemptoris o Božjem odrešeniku, v katerem zavrne papež cerkev učenje teh sistemov in zlasti odnos teh sistemov do religioznosti. Stoletje, ki je bilo sedaj vedno velik izziv za cerkev, tudi zato, ker je šlo za velikansko in grdo kršenje človekovih pravic na vseh področjih. Tako v osebnem življenju,
kot v družinskem življenju, ali pa tudi v združevanjih, ki so jih ljudje imeli, različnih oblikah dejavnosti, šolskem področju, na vzgojno-izobraževalnem področju na splošno in drugod. In zato je bila cerkev tista, ki je tem sistemom oporekala in se sklicevala na temeljne človekove pravice, ki imajo svoj temelj v evangeliju in božjem učenju. Pravice, ki so nedotakljive do družinskega življenja ali do fizičnega življenja. Evgenij Pacelli ima pri tem pomembno vlogo in je sodelavec papeža Pija XI. Leta 1939, pa mu potem sledi. Meseca marca je bil izvoljen za papeža in je nato bil papež do oktobra 1958. Skoraj 20 let. Zakaj se služi takšno posebno pozornost? Prav papež Pij XII. Ta okvir, ki imate tukaj predstavljen, ta okvir bi morda še kakšno podrobnost postavil, da spoznamo, v čem pravzaprav je bilo ravnanje, recimo temu tako, spor. Zakaj takšna kritika njegovega ravnanja in njegovih nastopov? Različne kritike, ki so bile izrečene v preteklih desetletjih, so bile v glavnem izrečene po njegovi smrti. On je umrl leta 1958, kot sem že dejal. In takrat se vsuje plast negativnih pogledov, kritik ali ocen njegovega ravnanja. Pij XII. Je bil zato kritiziran tudi zato, ker so govorili zgodovinarji mnogi, da cerkev skriva dokumente, ki bi predstavili njegovo delovanje. Da cerkev skriva dokumente, to je bilo dolgo časa rečeno. In zato zadnja beseda o njem še ni bila napisana, so zgodovinarji govorili. In seveda, da bi bilo enkrat konec teh govoric, je že papež Benedikt naročil, vi veste, da v Vatikanskem oziroma cerkvenih arhivih velja pravilo, da so dokumenti nedostopni 70 let po smrti ustvarjalca. Da se zato, seveda tudi glavni razlog je zato, da se zaščiti ljudi, ki so še živi. Da ne pridejo v javnost dokumenti o ljudeh, ki bi bili še živi, ali njihovi najožji sorodniki, ali kaj podobnega. No, pri Piju XII. Je bilo vprašanje tudi zato, ker je to bil izjemno obsežen fond, kot mi temu rečemo. Izjemno veliko gradiva, ki ga je bilo seveda treba urediti, najprej zbrati, urediti, opisati. In je papež Benedikt XVI. Naročil torej, da pospešijo to delo in da je bilo to gradivo na voljo prej, kot pa je veljalo pravilo. Če bi bilo tako, če bi se držali pravila, bi to gradivo bilo na voljo leta 2028, a ne? 70 let po smrti. Gradivo je bilo pa prav zato, ker je papež Ratzinger dejal, dosti tega govorjenja, gradivo ne bo dostopno, je bilo pripravljeno za uporabnike že leta 20, meni 8 let prej, kot pa bi bilo sicer. Za ilustracijo, da vidite vseh tega gradiva, kaj se je bilo potrebno pogledati, urediti. 16 milijonov dokumentov je v tem gradivu papeža Pija XII. To pomeni 15.000 škatelj. To je
1500 metrov škatl, kilometer pa pol. In poleg tega pa še 2500 različnih drugih fasciklov, kartotek in najrazličnejših stvari. Gradivo končno urejeno, stopno, raziskovalci imajo možnost raziskovati. In minilo je že 5 let, kar je gradivo na voljo, pa nič nenavadnega še nismo zvedeli iz tega gradiva. Tisto, kar so mnogi pričakovali, da se skriva, nič do zdaj se še ni pojavil. Morda je kakšen posamezen dokument, ki je vzet iz celote, res izgleda nenavadno, vsebinsko morda preseneča, če ga vključite v celoto drugih dokumentov, postane popolnoma nobene senzacije ni tukaj. Tako da tista govorica, češ da se dokumenti skrivajo, ni bila utrjena. Gradivo je sedaj na voljo, seveda glede na zmožnosti, ki so. V Vatikanski arhivu je na voljo 60 miz, kjer lahko raziskovalci iščejo. In 60 jih lahko hkrati dela. Več pa ni mogoče. Tako da sedaj je gradivo na voljo in lahko se stvari o papežu pišejo. Eno od očitkov, ki je bil izrečen zadnja leta, je bil, da je papež Pij XII molčal takrat, ko bi moral govoriti. Govorimo o papeža Pija XII. Zakaj toliki mu danes počitajo? Zakaj Pij XII ni energično nastopil proti Hitlerju? Zakaj ga ni izobčil? Zakaj ni, ne vem, koliko drugih stvari naredil, da bi preprečil holokavst, uničevanje judovskega prebivalstva in tudi drugih? Tisti, ki so papežu Piju XII. Učitali, da kaj vse ni storil, kaj bi moral reči, kako bi moral reči in podobno, seveda, če gledajo potem malo širše in razumejo tudi izkušnjo in znanje, ki ga je imel papež Pij XII. Iz zgodovine cerkve in zelo dobro poznanje Nemcev, nemške mentalitete. Zato ni šel direktni napad ali izobčenje Hitlerja. On je zelo dobro vedel, kaj je pomenilo, malo spomnim, 16. stoletje, ko je papež obsodil angleško kraljico Elizabeto I. Kaj je to pomenilo za katoliško cerkev? Ko so bili tisoči in tisoči katoličanov uničeni, izobčenje pa je pomagalo, da se je angleško ljudstvo še bolj strnilo okoli Elizabete in proti katoliški cerkvi. Zelo dobro je vedel, kaj je pomenilo izobčenje Napoleona. Da so Francozi to obravnavali kot napad nanje in so še bolj se Napoleona oklenili. Tudi vojaki, ki jih je on vodil, so ga še bolj gledali kot junaka in heroja. Morda bo zanimivo, tukaj dodajam kakšno pričevanje tudi iz vrst Judov. Namreč ljudje sami so videli, kaj je Pij XII. Storil, kaj je imel možnost storiti in česar ni storil. Recimo, eden od voditeljev rimskih Judov je vprašal ustanovitelja italijanske krščansko-demokratske stranke, zakaj papež ni bolj ostro nastopil proti Hitlerju. In duhovnik Luigi Sturzo je odgovoril, da se je papežstvo izrecno balo, kako bi Hitler reagiral,
če bi mu zagrozili z izobčenjem in bi po vsej verjetnosti pobil še več Judov in še več katoličanov, ker bi jih osebno jemal kot sovražnike. Zaradi njegovega povsem iracionalnega ravnanja. Drugi takšno pričevanje voditelja, glavnega rabina Judov na Danskem. On pravi, zmota je, če kdo misli, da bi Pij XII imel kakršenkoli vpliv na pamet nemškega norca. Če bi bil Pij XII spregovoril, bi Hitler ubil več kot 6 milijonov Židov. In po vsej verjetnosti tudi milijone katoličanov, če bi le imel materialne možnosti za to. Ena od stvari, ki je papeža Pija XII. Spodbujala k previdnosti, je bila izkušnja cerkve na Nizozemskem. Nizozemski škofje so julija leta 1942 objavili pastirsko pismo, ki so ga brali v vseh nizozemskih cerkvah, in tam so škofje obsodili pobijanje Judov na Nizozemskem. Oni so se škofje navdihvali pri Piju XII. In so obsodili nacionalsocializem kot neusmiljen in nepravičen postopek proti zunaj vsake zakonodaje od tistih, ki imajo oblast v naši deželi. Pismo je imelo seveda zelo dober namen, da bi zaustavilo to. Odgovor je bil, da so nacisti polovili tudi vse katoličane, ki so bili judovskega porekla. In med tem je bila tudi Edith Stein in njena sestra, najpoznana Američanka, ki je potem končala v Auschwitzu. Kot reakcijo na to, kar so nastopili, kar so oznanili škofje, so odgovorili nacisti na to. In podobno. Tudi krajevni voditelji Judov ali tudi katoličanov so škofe svarili, naj bodo previdni pri nastopih proti nacionalsocializmu. Znan nemški škof Clemens August von Galen, ki je bil škof v Münstru, se je pripravljal, da še bolj ostro javno nastopi proti Hitlerju in proti preganjanju Judov v Nemčiji. In so ga judovski voditelji iz njegove škofije prosili, naj vendarle tega ne stori, ker so se strašno bali, kako se bo Hitler zesel nad njimi in maščeval zaradi tega. Ali rimski Judje, veste, da oktobra 1943. leta so Italijo in Rim zasedli Nemci, ko so začeli množično iztrebljati Jude. In rimski Judje, če bo njihovo mnenje, niti eden od nas ni želel, da bi papež kaj spregovoril o tem. Vsi smo bili begunci in nihče ni želel, da bi nas javno izpostavili. Če bi se to zgodilo, bi Gestapo gotovo še bolj grobo nastopal. Veliko boljše je bilo, da je Pij XII. Molčal. To smo čutili takrat in to čutimo še danes tisti, ki so preživeli ta holokaust. In eden od prič škof iz Luksemburga, Jean Bernard, ki je bil zaprt v Dachavu, je potem sporočil v svojih spominih ali zapisih, kadarkoli je papež nastopil, takoj smo to čutili, ker so z nami delali še grše.
Dachavu, kjer so bili zaprti duhovniki, intelektualci in predstavniki cerkve in tako naprej. V tem času mora Pij XII. Delati tisto, kar je lahko. In zato je vso svojo pozornost namenil reševanje Judov, ki so bili v Rimu ali tudi drugih deželah. Veste, da so rešili tudi nekaj Judov iz naših krajev ali iz Hrvaške preko Slovenije, različne ustanove v Italijo in podobno. Na področju, na katerem lahko kaj naredil, se je zelo zavzel in zelo zvesto in pridno delal in lajšal tisto, kar je pač lahko. Zlo je sicer bilo razpredeno, da ga je saj skušal zmanjšati. Zakaj torej v letu 1958 takšna sprememba? Še eno stvar bi rad tukaj omenil. Papež Pij XII. Je bil tudi znan kot zelo marijanski papež. Veste, Marija je naše upanje. Jo imenuje morska zvezda, ki kaže človeku pot, in različni drugi vzdevki, ki jih dajemo Materi Božji, ko se oziramo k njej, iščemo pri njej pomoč, svet, kot tisto, ki je premagala zlo, ki nam je prinesla upanje, rodila upanje. Pij XII. Je bil znan kot velik izjemen častilec Matere Božje. Leta 1950 je razglasil, in to je bilo zadnje takšno razglas v zgodovini cerkve, tudi z avtoriteto nezmotnosti, zadnjič papež, ki je uporabil to nezmotnost, ki mu je zagotovljena, je razglasil versko resnico o Marijinem nebovzetju, da je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebo, kot prva izmed ljudi. In 4 leta kasneje je razglasil marijansko leto. Leto 50 je bilo sveto leto. Leta 54 pa je razglasil marijansko leto. In takrat je kot spomin na 100-letnico razglasitve dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju, kar je storil papež Pij XI. Pij IX. leta 1854. No, in škofe po vsem svetu je leta 1954 povabil, da bi v svoji skupnosti obhajali to marijansko leto. Marijo predstavili kot vir upanja v tistem času, ki je bil tudi zelo negotov. Leto 1954, smem pozabiti, imamo čas hladne vojne. Izjemne napetosti med vzhodom in zahodom, Varšavski pakt na eni strani, ki grozi, in NATO zveza na drugi strani. Različne druge kataklizme, ki so bile v tistem času. Zato papež prav Mariji kaže zgled upanja v cerkvi. No, in on je tudi sestavil molitev, ki naj bi jo ljudje molili srečanih skupnih ali pa tudi posamično. In v tej molitvi bom navedel kakšen stavek ali kakšen izraz, ki ga je papež Pij XII. Zapisal in predlagal ljudem, da uporabijo ta obrazec za molitev. Med drugimi prošnjami so bile izrečene, naj Marija spremeni misli udobnežem, osuši solze žalostnih in zatiranih, potolaži uboge in nizke, naj pogasi sovraštvo, ublaži trdosrčne odnose med ljudmi, obvaruje in zaščiti čistost mladine, sprejme v varstvo sveto cerkev in tako naprej. In seveda, da bi to molitev lahko ljudje ponavljali oziroma uporabljali tudi, so jo potem dali razmnožiti, objavili seveda v tisku in na to dali razmnožiti. In seveda leta 1954 ugotovi naša policija, da je ta molitev rušenje naše socialistične ureditve.
zato ker se k Mariji priporoča in zateka. So zaplenili seveda stroj, na katerega so ciklostilno razmnožili molitev. Iskali obrazce molitvene, ki so bili takrat razdeljeni med ljudi, kajti družina je izhajala samo nekaj 100 izvodov in ljudje tega seveda niso mogli imeti. Razmnožili so potem pa tega nekaj tisoč in so potem dali ljudem na voljo. No in ko so prišli takratni miličniki in pobrali te obrazce, in je potem sodnik preiskovalni izrekel odločbo, je takole napisal. Iz vsebine navedene tiskovine izhaja, da se verniki sicer v obliki molitve, vendar pa čisto točno in določno pozivajo k spremembi in izpokopavanju ustavne ureditve in propagirajo protidemokratične vrednote. Posamezni stavki iz navedene tiskovine so čisto jasno dokazujejo, saj ne more biti nobenega dvoma, da se nanašajo na naše prilike in razmere. Papež Pij XII je molitev sestavil in imel v mislih naše razmere na Slovenskem in podobno. Tako govori navedena tiskovina o stiskah današnjega časa, o varnem pristanu pred nevihtami, ki nas ogrožajo od vseh strani, o neštevilnih revščinah, o spreobrnitvi razuma hudobnežev, o obrisanih solzah žalostnih in zatiranih in tako naprej. To je pomenilo rušenje velikih revolucionarnih pridobitev, ki smo jih imeli v Jugoslaviji. In zato se je bilo treba to molitev zapleniti in uničiti vse izvode. Odločbi, potem, ki je ostala, tudi če se je potem mariborski škof pritožil v Ljubljano in v Beograd in ne vem kaj še vse je počel, da bi rešil to papeževo molitev. Končni obsodbi je potem bilo takole rečeno. Glede na navedeno smatra sodišče, da je vsebina predmetne tiskovine izražena na kakšni simbolični in dvoumni obliki, tako da dopušča tudi tolmačenje v skrajno negativni smeri glede naše socialistične stvarnosti, kakor pač dotičnik, ki posreduje drugim osebam to vsebino, želi. Posameznim stavkom, ki govori o stiskah današnjega časa, o varnem pristanu pred nevihtami, ki nas ogrožajo od vseh strani, o neštevilnih revščinah, o spreobrnitvi razuma hudobnežev in tako dalje, je namreč možno dati skrajno negativno tolmačenje oziroma smisel, da se vse to nanaša na konkretne razmere pri nas in je na ta način možno podati negativno oceno vseh naših naporov za izgradnjo socializma ter vsega našega družbenega in gospodarskega sistema. Grozljive stvari. Molitev je papež Pij XII sestavil, da bi lahko verniki častili Marijo in se ji priporočali. Takšne odmeve so doživljali dejanja ali predlogi, ki jih je predlagal papež Pij XII že predtem in tudi tukaj sem dal primer pri nas leta 1954. Molitev je bila seveda definitivno prepovedana. Zakaj je torej takšna sprememba? Papežu po koncu vojne, dokler je živel do leta 1958, tudi judovska država ga je zelo pohvalila. Ko je umrl, je zunanja ministrica Golda Meir se zahvalila za delo, ki ga je opravil papež Pij XII. V Jeruzalemu so zasadili 860.000 oljk, ker je takrat veljalo prepričanje, da je toliko Judov rešil papež Pij XII. 860.000 oljk so pozitivno pristopi do leta 1958. Zakaj potem takšna sprememba?
Sprememba se je zgodila predvsem zaradi dramskega dela, ki se je pojavilo v Nemčiji, in sicer ga je napisal nepoznan nemški avtor, do tedaj nepoznan, z imenom Rolf Hochhuth. In je svojemu literarnemu oziroma dramskemu delu dal naslov Der Stellvertreter, namestnik. In v njem predstavi papeža Pija XII., torej Kristusovega namestnika, kot sodelavca Hitlerja in nacionalsocializma. Oziroma kot tistega, ki ni nič naredil, da bi to zlo, ki ga je takrat prinesel v svet, nacionalsocializem, in da je on mirno gledal ali celo podpiral, dajal spodbudo nacistom pri njihovem delu. Iz del, ki so bile potem objavljene, analize tega literarnega dela, so bile, da Rolf Hochhuth, ki nikoli ni delal v Vatikanskem arhivu, ni uporabljal dokumentov vatikanskih arhivov. Je pa bil tesno povezan z nekaterimi nemškimi duhovniki in škofi, ki so bili v Vatikanu in so bili znani simpatizeri nacionalsocializma. So tudi pisali v prid nacionalsocializmu. En znanih avstrijskih škofov, Alois Udal, je prav objavil knjigo Temelji nacionalsocializma in je pohvalil Hitlerja, njegovo politiko, napadel pa Sveti sedež in papeža tudi zaradi odnosa, ki so ga imeli do nemškega voditelja in podobno. Rolf Hochhuth, torej v arhivu ni delal, se je pa pogovarjal z Aloisom Udalom, kot tudi s nemškim prelatom Brunom Fürstenbergom, ki je bil vodja Vatikanskega urada za nemške begunce in je imel potem možnosti, da je pomagal nemškim nacistom, ki so preko Vatikana in z vatikanskim potnim listom bežali iz Evrope. Z njim pa se je srečeval Hochhuth. Tako da je šlo za namensko napisano dramo, se je kasneje pokazalo, in da je bil glavni temeljni namen oblatiti ugled, ki ga je do tedaj papež Pij XII. Imel. Temu so potem služila različna sredstva, tudi ta drama, različna propagandna vojna, ki se je začela, in od tedaj naprej je postavljeno pod vprašaj celotno delo papeža Pija XII. Zato je bilo tako pomembno, kot sem omenjal prej, da so bili odprti arhivi, da se lahko vse teh stvari sedaj preučuje, išče, preverja. Govorice, ki so se širile, so tudi spodbudile papeža Benedikta, da je zaustavil proces za beatifikacijo Pija XII. On je že razglašen za božjega, častitljivega božjega služabnika, vendar je rekel, dokler se stvari ne preučijo in dokler niso gradivo na voljo, do tedaj naj ta postopek počaka, nič ne bomo zgubili, če nekaj let počaka, da so le jasne stvari. Tisti, ki prinašajo upanje, niso vedno sprejeti dobronamerno, z odprtimi rokami. To je izkušnja cerkve, to je izkušnja tudi kristjanov v preteklosti in v našem času, in letošnje sveto leto, pa na poseben način izziv seveda za nas, da to bogastvo, ki ga kot kristjani imamo, prinašamo, sledujemo, pričamo zanj. Da smo ljudje, ki pripadamo skupnosti, ki ima upanje, ima prihodnost, in da iz tega upanja tudi mi sami najprej živimo.